Dober dan vsem, hvala, ker ste prišli. 25 let Nove Slovenije krščanskih demokratov. Vsekakor častitljiva obletnica, ki kaže na to, da je Nova Slovenija resna politična stranka, resna politična sila, s katero je potrebno vedno računati. Ustanovljena je bila pred 25 leti, leta 2000, ko so bile zadeve kar resne. Slovenija je bila kandidatka na poti v vstop v Evropsko unijo, v NATO. Bile so prelomne odločitve to in bomo rekli, da je ustanovitelj stranke, dr. Andrej Bajuk, bil prvi, ki je zelo dobro razumel, kaj pomeni to, da je dom Republike Slovenije v Evropski uniji, da je naše mesto tudi v obrambni zvezi NATO in kaj je dobro poslovno okolje. Stranka je potem v 25 letih sodelovala v nekaj vladah. Poleg dobrega poslovnega okolja je to tudi stranka, ki se vedno zauzema za pravično solidarnost in pravično socialno politiko. In to smo dokazali tudi s tem, ko smo se večkrat ali v vladi ali v opoziciji potegnili za najranljivejše. Spomnim samo na zakon o osebni asistenci, ki je bil prelomnica, ki je zagotovil ključne pravice tistim, ki sami ne zmorejo poskrbeti zase in jim omogočil samostojno življenje in samostojno vodenje svojega življenja. Lahko rečem, da smo že dali kar nekaj čez v 25 letih, kar nekaj uspehov, tudi kakšno krizo. Spomnim samo na izpad iz parlamenta leta 2008, ampak pod vodstvom predsednice Ljudmile Novak, s trdim delom, z močno povezano ekipo, to je vedno značilnost Nove Slovenije, smo uspeli 2011 priti nazaj v slovenski parlament in od takrat smo parlamentarna stranka in tudi od takrat že sodelovali v 2 vladah. Matej Tonin kot tretji predsednik je stranko vodil na način, da smo na zadnjih volitvah 2022 dosegli 3. rezultat med parlamentarnimi strankami v Sloveniji in to je tudi, bomo rekli, določen uspeh. Delamo korake in mislim, da gradimo boljšo Slovenijo, vedno pa smo zavezani najprej našim temeljnim vrednotam, ki so svoboda, pravičnost, solidarnost in varnost. Iz tega črpamo in za današnji čas, torej po 25 letih pogled nazaj je bil to, je pa čas tudi za pogled naprej. Ne samo do jeseni, politične jeseni ali pa do pomladnih volitev 2026, ampak tudi naprej. Čas je za vprašanje, kakšno Slovenijo želimo in Nova Slovenija, verjamemo, vsi, ki smo danes tu, ima prave odgovore na to, kako urediti našo družbo, da bo Slovenija privlačna država, ki bo na eni strani zagotavljala svobodno poslovno okolje, pravično socialo, pravično solidarnost, tudi varnost svojim prebivalcem, na drugi strani pa bo tudi uspešna mednarodno zanesljiv partner v mednarodnih organizacijah. Situacija je danes resna. V različnih vidikih vidimo, da smo pred številnimi izzivi. Tudi projekt miru, kot je Evropska unija ali pa NATO, je na nek način pred preizpraševanjem. In tu Nova Slovenija predvsem želi miriti strasti, svarimo pred prehitrimi impulzivnimi odločitvami. Mi trdimo, da je potrebno ljudem dati varnost in stabilnost. To je naše poslanstvo tudi naprej. Upanje za našo stranko gradimo tudi na tem, da se vedno več mladih, znatni delež mladih, po vseh raziskavah obrača in išče odgovore na svoje vprašanja, glede družbenih in ostalih vprašanj v konservativnih programih političnih strank. Nova Slovenija je sodobna konservativna stranka, ki se zaveda lastnih vrednot, hkrati pa vidite, da imamo ekipo zelo raznoliko, starostno,
spolno in tako naprej. In mislim, da lahko tem mladim, ki se vedno bolj obračajo po odgovore k nam, tudi zagotovimo boljšo prihodnost. Tako da po 25 letih pod črto imamo dobro dediščino, imamo tudi motivacijo in vizijo za naprej. Vemo, da bo potrebno že po volitvah 2026 zavihati rokave, želimo biti del vlade in seveda svoj program uveljavljati znotraj vlade in ga uresničevati, ker to zmoremo in znamo. Tako da lahko zaključim samo s tem, da se počutim svečano, mi je v čast, da ob 25. obletnici lahko vzkliknem vse najboljše Nova Slovenija in tudi rečem, da želimo pripomoči k temu, da bomo vsi skupaj rekli srečno Slovenija. Torej, hvala za vašo udeležbo na današnji novinarski konferenci ob 25. obletnici Nove Slovenije. Sam sem v Novo Slovenijo vstopil leta 2003 za 18 leti in takrat so me nagovorile besede ustanovitelja stranke, dr. Andreja Bajuka, ki je dejal: NSI bo sodobna, odprta stranka, ki bo prispevala k zvišanju slovenske politične kulture, njen cilj pa bo gmotna, premožna, duhovno sveža in evropsko pluralna Slovenija. Sam prihajam iz obrtniške družine. Moj oče je bil obrtnik in si je kruh z lastnimi rokami služil desetletja. In sem vesel ter ponosen, da to poslanstvo ustanovitve Nove Slovenije, skrb za obrtnike, podjetnike, samostojne podjetnike, posameznike, tudi za mlade na drugi strani, da se ta duh v Novi Sloveniji ni izgubil, ampak se ta duh tudi danes nagrajuje in krepi. Žal pa ni enako dojemanje v Sloveniji. Nazadujemo. Po 3 letih leve vlade Slovenija nazaduje v več segmentih. In številke ne nazadnje so tiste, ki ne lažejo. Zaradi zgrešenih ekonomskih, družbenih politik te vlade je Slovenija v prvem kvartalu tega leta upadla tudi največ v bruto domačem proizvodu na ravni celotnega evroobmočja. Posledica je zagotovo to, da bodo ljudje v bodoče slabše živeli. Vse to pa je izključno zaradi nespametnih politik, ki jih vodi vlada dr. Roberta Goloba. Pred države, ki so nam še pred desetletjem gledale v hrbet, nas danes prehitevajo. In v Novi Sloveniji enostavno ne moremo več tega gledati, pričevati tega dejstva, da nekoč uspešna Slovenija, ki je bila res svetilnik v Evropi, ki je imela perspektivo, gleda danes v hrbet državam, kot so Češka, Poljska, v enem delu tudi Hrvaška. In to moramo nujno spremeniti. Ta vlada jemlje ustvarjalnim, delovnim, perspektivnim ljudem, da se plačuje razsipnost te vlade. In ne nazadnje, vlada očitno dela po enem principu. In sicer, kdor dela in ustvarja, ga treba obremeniti. Zato ni čudno, da imamo skoraj vsak mesec nov davek, da imamo skoraj vsak mesec nova dajatev, nov prispevek. In ne nazadnje, prispevek za dolgotrajno skrbo, ki presedane popolnoma vse. Plačujemo torej z davki nekaj, česar danes praktično še nimamo. In v Novi Sloveniji opozarjamo na to zelo glasno, odločno, da treba to politiko vlade nujno spremeniti. Torej, mačehovski odnos Golobove vlade, tako do ljudi, ki si svoj kruh služijo sami, svojim trdim garaškim delom, kot tudi do zaposlenih ljudi v gospodarstvu, v bistvu postaja popolnoma neznosen. Tudi obljube vlade, da bomo razbremenili in gospodarstvo, da se bodo razbremenile plače, da bo tega, da bi ljudje imeli večje in boljše plače, iz teh obljub praktično ni nič. In danes, na primer, povprečna neto plača v Sloveniji že skoraj enaka, kot je povprečna neto plača v sosednji Hrvaški.
Torej, vladajoča politika je ekstremna dvakrat. Prvič v svojih ideoloških in ekstremističnih pogledih, v načelih, v dojemanju vrednot, evropskih vrednot. In drugič je ekstremna v svoji neučinkovitosti, kar tudi pričuje 3 leta te vlade. In po 3 letih ta vlada praktično nima ničesar za pokazati, da bi ljudje lahko bolje živeli in da bi bili tudi nastavki narejeni, ne samo za nas, za danes, ampak tudi za naslednje generacije, za naše otroke in naše vnuke. Danes nastavko, zato da bi ljudje bolje živeli po 3 letih te vlade, enostavno ni. In ta politika, ki jo vodi ta vlada, se mora enkrat končati in verjamem, da se bo končala leta 2026 na državnozborskih volitvah. Sam osebno vidim drugačno Slovenijo. Vidim Slovenijo upanja. Vidim Slovenijo, ki gre v korak s sodobnim časom, ki je spoj med starim in novim in ki zna ceniti delavnost, inovativnost in pogum. Vidim pogumno Slovenijo za vse izzive, ki so pred nami. In želim živeti tudi v državi, ki bo nagrajevala ustvarjalnost, da bodo obrtniki, SP-ji, samostojni podjetniki, normiranci, če želite, podjetniki, gospodarstveniki, kmetje, da bodo te ljudje ostali brez birokratskih ovir in lahko delovali v okviru razumnih davkov. Tega danes namreč ni. Vidim tudi Slovenijo, vidim državo, ki bo ljudem dobra mati in ne mačeha, ki je vsem v breme. In ne nazadnje, vidim Slovenijo, ki mlade spoštuje in jim tudi v resnici pokaže, da so naša prihodnost in ne nazadnje tudi naša moč. Vidim tudi Slovenijo, ki mora ostati samozavestna, ko gre za branjenje našega načina življenja in naših skupnih evropskih vrednot. Mi moramo ubraniti naš način življenja, našo skupno dediščino, našo Evropo. In vidim Slovenijo, ki enostavno mora vztrajati na tej točki, da so institucije in zakoni za vse enaki, napisani za vse, ne pa le za peščico izbranih in da se institucije nadzorne države spoštuje. Torej vidim pravično Slovenijo. Torej, to je tista Slovenija, v katero verjamem, katero vidim, katero čutim in za katero sem se pripravljen boriti. Zato danes najavljam kandidaturo za predsednika Nove Slovenije na kongresu septembra meseca. Torej, spoštovani zbrani novinarji, pri tem bi se rad zahvalil tudi Mladi Sloveniji, mojemu podmladku, kateremu sem predsedoval 6 let, bil pred tem tudi generalni sekretar tega podmladka, namestnik generalnega sekretarja, ki so kot prvi me naprosili in nagovorili, da sprejmem ta izziv. In zahvaljujem se tudi gospodarstvenikom, našemu gospodarskemu klubu, obrtnikom in podjetnikom, ki vsak dan delajo in garajo, zato da preživijo in ki jim je ta vlada res mačeha pri tem, ko oni želijo ustvarjati in se razvijati. In imamo zelo močen gospodarski klub, obrtnike in podjetnike znotraj stranke. To niso veliki kapitalisti, ne. Gre za tiste, ki se vsak dan trudijo. Gre za SP-je, za normirance, ki občutijo dobesedno ta mačehovski odnos te vlade do njihovega dela. Torej, če bom na kongresu dobil zadostno podporo članic in članov, bom torej delal na tem, da bo Nova Slovenija ostala glas razuma in vseh tistih, ki imajo Slovenijo v srcu, ki jo čutijo, ki z njo živijo in jo želijo soustvarjati, ki jim je mar ne samo za danes, ampak tudi za jutri, za prihodnost, za naše otroke in naše vnuke. Predvsem pa, da bo branik tistih, prav tistih, ki v tej državi s svojim delom in trudom skrbijo za boljši jutri. Torej, žal je pa teh pod to vlado veliko, ki jim pač vlada tepta njihove pravice, da bi se razvijali in da bi ustrajali. Torej, smer države moramo spremeniti. Zato bodo naslednje državnozborske volitve leta 2026 nadvse pomembne.
ključne. Moja prizadevanja torej bodo usmerjena zlasti v to, da v Sloveniji dobimo razvojno koalicijo, ki bo usmerjena v prihodnost, v reševanje ključnih težav in izzivov, v to, da bodo ljudje živeli v tej državi bolje, živeli bolje in se nazadnje bolje razvijali, in ki bo imela v bistvu jasne rezultate. Torej, ne zanima me samo, kako bomo živeli danes in jutri. Zanima me, kako bomo živeli v prihodnje, kako bodo živele naslednje generacije. In zato Slovenija potrebuje po 3 letih te leve vlade nujno razvojno koalicijo, močno razvojno koalicijo. Sam pri tem ne vidim izključevanja. Nova Slovenija pa bo skrbela za svoj rezultat in se ukvarjala s sabo, močno s sabo, svojimi ljudmi in s tem, da dobimo takšen rezultat, ki bo pomenil ta preboj do razvojne koalicije. Najlepša hvala, bom pa kasneje še na voljo seveda za vsa vaša vprašanja. Hvala, Jernej. Spoštovani, mislim, da je prav, da tudi sam spregovorim, zdaj, ko je kolega Jernej razglasil svojo odločitev glede kandidature na bližajočem se kongresu Nove Slovenije. Dobro, da si to odprl. Vsi ste naju in ostale veliko spraševali v zadnjem obdobju, kako je z odločitvijo glede kandidature. Jernej je zdaj prvi povedal, da bo kandidiral. Zdaj se verjetno sprašujete, ali bo na kongresu vsaj dvoboj, če ne troboj kandidatov in kandidatk, ali pa bo kandidat samo eden. Zdaj, tega še ne vemo. Vam pa lahko povem, da sem jaz sprejel svojo osebno odločitev glede tega in lahko povem, da se na kongresu 13. septembra ne bom podal v kandidaturo za predsednika stranke. Lahko povem tudi 2 stvari v zvezi s tem, in sicer, da osebno kot prijatelj, kolega, tudi bom rekel kot poslovni kolega Jerneja Vrtovca, podpiram to njegovo kandidaturo za predsednika na kongresu in ga tudi želim podpirati še naprej skupnim delom, sodelovanjem, tako kot sva že zdaj odlično sodelovala. Predvsem mi je dragoceno to, ker Jernej zna združiti cel diapazon vse, ki v okviru stranke želijo kaj prispevati, in to je zelo pomembno. Lahko povem tudi, da imaš, Jernej, ker si tu, tudi podporo celotne poslanske skupine Nove Slovenije pri tej kandidaturi. To je močna podpora, to je zelo pomembna podpora in mislim, da si jo tako ali tako pridelal in zaslužil sam s svojim delom znotraj poslanske skupine, tako da kot vodja poslanske skupine ti lahko samo rečem, da to podporo dobro uporabi, upni nas in bomo skupaj lahko tudi, ko boš uspešen na kongresu, kot si sam rekel, ko bomo delali naprej za našo Slovenijo. Toliko tudi to informacijo sem vam bil dolžan povedati. Mogoče zdaj pa še dolgoletni vodja poslanske skupine Nove Slovenije, Jožef Horvat. Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Že včeraj zvečer sem z velikim veseljem iz Prekmurja prihitel v Ljubljano. 2 razloga sta, zakaj danes stojim tukaj. Eden je seveda srebrni jubilej naše stranke Nove Slovenije, krščanskih demokratov. Drugi pa je, da tukaj zelo jasno pred vami, pred slovensko javnostjo povem, da iz srca podpiram mojega sopotnika, že 20 let sva sopotnika in prijatelja, Jerneja Vrtovca pri njegovi kandidaturi za predsednika Nove Slovenije. Mimogrede, moj matični odbor, občinski odbor Nove Slovenije Črenšovci v Prekmurju, je prvi odbor, ki je pred časom zasedal in sprejel enotno sklep,
da na kongresu podpiramo Jerneja Vrtovca za kandidata za predsednika, torej za predsednika Nove Slovenije. Jubileji so vedno priložnost, da se ozremo nazaj, predvsem pa tudi naprej, da kot politiki slovenski javnosti, Slovenkam in Slovencem, državljankam in državljanom povemo, v katero smer želimo iti. Čeprav nismo muha enodnevnica, nismo od včeraj, ljudje, volivci nas poznajo. Kot stranka, ki je nadaljevanje slovenskih krščanskih demokratov, vedno lahko s ponosom povemo, da smo kot krščanski demokrati vodili osamosvojitveno vlado, da smo proevropska stranka. Ne nazadnje v času Bajukove vlade so bili sprejeti ključni zakoni v državnem zboru za vstop Slovenije v Evropsko unijo. Izjemno sem vesel in hvaležen, da ob tej srebrni slovesnosti lahko spregovorim tudi o prijatelju Jerneju. Jernej je tisti politik, ki razume, da biti član stranke, biti politik, da to ni kar neka služba, da to ni kar neka funkcija, da je to poslanstvo. Jernej razume, da je politika delo za skupno dobro v pravem smislu besede. In Jernej je govoril o razvojni koaliciji. To me napelje k temu, kar smo večkrat že pred javnostjo tudi komunicirali, da če kdaj, potem ta trenutek Slovenija potrebuje, jaz temu pravim, tretji veliki nacionalni konsens. Tretji. Če je bil prvi plebiscit za samostojno državo Slovenijo, če je bil drugi enotna, jasna odločitev državljank in državljanov, da gremo v Evropsko unijo, da smo mi doma v Evropi in da gremo v zvezo NATO, potem danes potrebujemo politični konsens, da se dogovorimo morda o 3, 4, 5 prioritetah, kam želimo Slovenijo peljati v naslednjih 5 oziroma 10 letih. Slovenija danes nima vizije, nima razvojne vizije. Zato Jernej govori o razvojni koaliciji. Naša specifična teža v zunanji politiki je žal prizoničle. A se kdo spomni v zadnjih 3 letih, kdo je prišel od najvišjih predstavnikov katere države na uradni obisk v Slovenijo in kakšni so bili potem rezultati tega? Skorda ne vemo. In politika pravzaprav, če se res gremo tega poslanstva, tega dela za skupno dobro, je pravzaprav zelo preprosta. Formulo lahko najdemo za učinkovito politiko v prisegi ministra, ko priseže v državnem zboru in pred slovensko javnostjo, tudi seveda drugi visoki državni funkcionarji, ko v prisegi povedo, da bodo spoštovali ustavo, zakon, da bodo ravnali po vesti in si z vsemi svojimi močmi prizadevali za blaginjo Slovenije. Ja, skrb za dobrobit živali, se strinjamo, ampak najprej skrb za dobrobit ljudi. Zato imamo mi v temeljnem programu Nove Slovenije zapisano kot naš prvi steber dostojanstvo človeka. Ja, svoboda, seveda svoboda, ampak ta svoboda mora biti in je po našem razumevanju svobode povezana z odgovornostjo. In zelo jasen ne konoplji in zelo jasen ne pomoči pri samomoru. Mi spoštujemo življenje človeka, kot sem že povedal, v okviru našega prvega stebra, temeljnega programa dostojanstvo človeka. In veliko upanja vsi skupaj, samo osebno, seveda tudi polagamo v Jerneja
čeprav bo naš temeljni program ostal takšen, kot ga slovenska javnost pozna. Poznate tudi naš vladni program, pravzaprav poznate naše prioritete, ključno je, da nastane ta razvojna koalicija, da bo znala vsaj del tega tudi realizirati. Da ne bo potrebno našim gospodarstvenikom po navodilu doktorja Roberta Goloba optimirati svoje poslovanje na Hrvaškem, to so njegova navodila, to je izgon gospodarstva iz Slovenije, in da ne bo potrebno našega zdravja optimirati na Hrvaškem, ampak doma. Slovenke in Slovenci smo krasen narod. Ko smo leta 2008 prvič predsedovali Svetu Evropske unije, kot prva država med deseterico, ki je leta 2004 vstopila v EU, so nam visoki bruselski politiki, funkcionarji govorili, ker nas prej seveda niso tako dobro poznali, da smo mi, Slovenija, nova zvezda na evropskem nebu. In skrajni čas je, da se zavedamo tega, kakšno bogatstvo je v našem narodu. In Jernej popolnoma dobro razume, da je potrebno ustvariti eno okolje, lahko rečemo tudi poslovno, širše družbeno okolje, ko bomo zaupali, ko bo politika zaupala državljankam in državljanom, ko bomo preko poslovnega okolja omogočili, da bo vsak izmed nas, mladi, srednjih let, starejši, tudi stari, razvil vse svoje potencijale, ki jih ima, intelektualne, podjetniške, umetniške in tako naprej. Če bomo to omogočili in ko bomo vse to sešteli, potem ne bomo druga Švica, potem bomo prva Slovenija. In Jerneju želim veliko sreče na kongresu. Mojo podporo ima, tudi podporo, kot sem že povedal, mojega matičnega občinskega odbora Nove Slovenije, Črenšovci. Sam pa si iskreno želim, da bi imeli še kakšnega kandidatko. Zakaj? Zato, da v demokratičnem procesu soočimo različne poglede na slovensko politiko, na Slovenijo in seveda tudi na vodenje naše stranke. Srečno, prijatelj Jernej, srečno Slovenija.